delavec sproži postopek izredne odpovedi, seveda pač to naredi čisto formalno v skladu z zakonodajo, v postopku, kakršen je določen delovni zakonodaji. Kaj se potem zgodi, ko delodajalec noče tega delavca odjaviti iz obveznega zavarovanja? Ta delavec v bistvu je nekako primoran, da potem sproži postopek, ki se imenuje ugotavljanje lastnosti zavarovanca, in ta postopek traja tedne in tedne in tedne. Torej, kaj potem to pomeni za tega delavca praktično? Ta delavec je formalno še vedno kao zavarovanec oziroma zaposlen kao pri tem delodajalcu in kaj iz tega potem izhaja, da ta delavec potem ima zelo velike težave pri uveljavljanju pravic na zavodu za zaposlovanje. Recimo v primeru, če želi uveljaviti denarno nadomestilo. Kako lahko uveljavi denarno nadomestilo? Zelo težko, če pa je uradno še vedno zavarovan pri tem delodajalcu. Delodajalec ga pa ponavljam iz ne vem kakšnih razlogov noče odjaviti. Že prej mu ni izplačeval plač, zdaj ga pa še tako zafrkava, da ga noče odjaviti iz zavarovanja, da pač ga pusti dobesedno, da gre naprej ta delavec, da uveljavlja svoje pravice. S to problematiko se že kar nekaj časa ukvarjamo, predvsem Gornja Zadnjica se s tem že kar nekaj let ukvarja, 3-4 leta, in to ni sam primer, ko zdaj govorim o tem, ko da delavec izredno odpoved, pa potem nekako čaka, da se ga delodajalec usmili pod narekovaji, da ga odjavi iz zdravstvenega zavarovanja oziroma iz obveznega zavarovanja. Mi imamo recimo zadnji primer, ko je v okviru sodne poravnave delodajalec zavezal, da bo delavca prijavil v obvezno zdravstveno zavarovanje v roku 15 dni. Ampak, ker tega ni naredil, je šel postopek ugotavljanja lastnosti zavarovanca, to je trajalo par tednov, pa potem Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje formalno išče tega delodajalca, da naj se javi, ker se ta delodajalec ne javi oziroma se ne odziva oziroma ne vzame pošte, ga še enkrat pozovejo, naj prevzame pošto oziroma naj se odzove, pa potem je še rok za pritožbo in potem to traja spet nekaj tednov. Skratka, ta postopek, Goran še rekel, še vedno traja. Zdaj pa si predstavljate, na eni strani imamo delodajalca, ki v trenutku, ki traja recimo, par minut, ali pa pol ure, če so težave z računalnikom, lahko odjavi delavca iz zdravstvenega zavarovanja. Na drugi strani imamo pa delavca, ki v primeru, da ga noče odjaviti delodajalec, pa traja po 2-3 mesece, da v bistvu gre ven iz klešč oziroma stran iz klešč tega delodajalca, ker ga pač noče odjaviti. Torej, tu ne govorimo o nobenem, recimo, sorazmerju, daleč od tega. Tisto, kar bi pa res radi predstavili, pa nisem ta okvir, ki sem ga zdaj jaz nekako okvirno povedal, ampak čisto konkretne primere. Torej, nekako sem že nakazal za ta primer, ko je bila sodna poravnava, v katerem je bil zavezan delodajalec, da opravi to v 15 dneh, tega pač ni naredil. Tako da tukaj, Goran, bi te prosil, da poveš res konkretne primere, kaj pomeni to za delavca. Kaj pomeni za delavca, če ga delodajalec preprosto noče odjaviti iz zdravstvenega zavarovanja? Ja, morje takšnih zadeva bilo poslednja 4 leta. Na osnovi tega, kar sem jaz pa delal, najprej se delavec obrne na nas glede lastnih težav, glede lastnega delovnega razmerja, potem moramo priti do tistih zakonskih razlogov za podajo izredne odpovedi. Vi morate se zavedati, eno je dejstvo je, da če delavec ne poda na zakonski način odpoved, izredno odpoved, potem takoj ostane bez tistih svojih pravic. Ker administrativni birokratski aparat to pač skenira sve. Znači, mi za podajo izredne odpovedi moramo da najdemo najprej razloge, potem da imamo pošiljanje opomina, obvestila inšpektoratu in na koncu podaje izredne odpovedi, morajo imati ustrezna dokazila, poštne povratnice, priče in tak naprej. In končno pridemo do tega, da uspemo v tem in bi potem bilo čisto enostavno, da delodajalec v roku minutke, 2-3 prek EVM obrazca odjavi tega delavca iz evidence zdravstvenega zavarovanja. Ampak, žal, to tako pač ne gre, tukaj se zadeva ne konča. Zdaj imamo konkretno sodno poravnavo, že je Goran omenil, kaj to pomeni, to bi pa bilo en izvršni nalog, že. Imamo zadevo, da so bile sodbe, pravomočne sodbe. In kaj lahko en normalen človek, delavec, domači tuj, lahko pričakuje, no, da je sav pač happy, da ima sodbo, koja je pač pravomočna.
potem pride do izvršbe. Ampak do izvršbe ne pride, ker obveza delodajalca je, da ga pač odjavi. Nažalost, kolega novinar me prej pol urci vprašal, kakšen je razlog tega delodajalca, kakšen je mogoči razlog tega delodajalca, da ga ne odjavi, mislim. Jaz pa samo lahko komentiram, da bi zdaj nekega forenzika te takšne stroke, da lahko komentira, kakšen je razlog. Ne vemo razlog, ne želi. Ta formulacija, da ena pravna oseba ne želi, da nekaj naredi, ne obstaja. Ni v Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ni v SPIZ-u, ni v kakšnim drugim inštitucijam v Republiki Sloveniji. Žal. In ni nam druge, no pa da gremo v postopku ugotavljanja lastnosti zavarovancev, na SPIZ-u se poda vloga, zraven vloge se podajo ustrezna dokazila, znači dokazila podaja izredne odpovedi, sodbe pravomočne, poravnave pravomočne. In kaj normalen človek pričakuje, ok, vse pač uradno sem naredil, podal vlogu, dokazila, vse je kristalno jasno, ampak potem SPIZ začne lastno obravnavo. SPIZ po nami ne upoštiva, omenjam, da obstaja zakonodaja, če je nekaj pravomočno, da bi SPIZ pa moral, da je samo en naslov, ki bo izvršil to sodbo ali sodno poravnavo, ali de facto vzel dejstva, da je podata uradno zakonski izredna odpoved. Mislim, podam en enostaven primer. Potek pogodbe. Pogodba je bila, evo, do 31. aprila, pogodba je potekla, delodajalec ga ne odjavlja. Delavci se prijavijo na Zavod za zaposlovanje, so ga registrirali, ampak nima pravice. Zakaj? Ker ga delodajalec ni odjavil. Potem spet SPIZ, ugotavljanje lastnosti zavarovanca in začne s prvom odločbo, ki pošiljajo na naslov delodajalca, se počaka 15 dni, ponavadi oni pač ne dvigajo pošto, potem pa pride dokazilo, da je končno v poštnem predalniku, potem delodajalec ima pravico na 15 dni rok pritožbe, pa se vse to vrne v roku 7 dni nazaj SPIZ-u, ker jih je on ignoriral, oni spet podajo novo odločbo, zdaj bomo mi vas tega delavca odjavili, spet pošiljajo njemu 15 dni pošta, 15 dni pritožbe, 7 dni, da se mogoče v tem času vrne nazaj, da bi sploh prišlo do te realizacije. Znači, cc 2,5 do 3 meseca. Zakaj? Ja, zdaj pridemo to, v isti meri je vprašanje, zakaj pa delodajalec ne želi tega, da odjavi, ne? Zakaj pa SPIZ dela to svoje. Jaz pa sem jih skrat klical, tisti oddelk, to je posebni oddelk za ugotavljanje lastnosti zavarovanca, SPIZ, in tam sem pridobival mnenja, da oni morajo delati po zakonodaji. Mi se zdi, da oni imajo lastno zakonodajo, da je ZUP njima čisto tak malo mogoče v kakšnem predalu, da stoji, ne? Ali se sploh zavedajo, kaj je to pravomočna sodba, kaj je to pravomočna poravnava in tak naprej. In evo, končno smo prišli do tega, da smo vas povabili na to novinsko konferencijo, ker to pač ne vodi nikam. Delavci pa imajo ogromne težave s tem dejstvom, da delodajalec kot pravna oseba ne želi, da ga odjavi. Prej smo imeli težavo, da ga odjavlja, konkretno v tem primeru, ki je bila sodna poravnava, je bilo, da je delodajalec ga je odjavil na osnovu ponarejenega podpisa 7 dni pred potek delovnog razmerja. Kot da se on sam podpisal, da več ne želi delati 7 dni pred potek delovnog razmerja, ne. Pa glede tega je napisana tožba, sve to pa se dela prek svetovalnice za migrante, ne. Potem je prišlo do sodne obravnave, pravi medijacije, pa se tam zmenili, jaz pa sem osebno bil na tem sodišču, ne. Pa se tam zmenili in imamo tukaj zapisnik glede individualno delovnog spora in da je napisana
poravnava in da su sodna poravnava i evo tukaj su potpisi delavca, delodajalca, sodnika, ne, in tak naprej, ne. Tam su jasno definirani roki od 15 dni, da ima obvezu da mu za tistih 7 dni nekaj nakaže še dodatno na račun in da ga prijavi v evidencu tistih poslednjih 7 dni delovnega razmerja, za kar je bil pač delavec upravičen. Delodajalec je res nekaj nakazal, nekaj več od 100 evrov, ampak ga ni prijavil v delovno razmerje za tistih 7 dni. Nam ni drugi, brez veze sploh delati stik sa takšnim delodajalcima, ne, SPIZ in zavedajte se, da je to bilo, začelo je koncem, poslednji teden februarja, obravnava je bila 25. maja, prva odločba SPIZ-a 30.7. je pridobil delavce. Znači, že smo na 5 meseci. Jaz pa lahko pa naredim izračun, da rabimo še eno najmanj mesec po pol, da pride do realizacije in če štejemo potem, znači od marec, april, maj, juni, juli, avgust, september, 7 meseci se rabi za nekaj čist enostavnega. V tem času Zavod za poslovanje ni mogel obravnavati tega, tako pač pravijo, pazite, edini Zavod za poslovanje ne sme prijaviti delavcev zdravstveno zavarovanje, vsi ostali lahko, delodajalci, sploh jih ni briga za to, ne. Potem, ker nima delovnega denarnega nadomestila, kaj preostane temu delavcu, da si spet najde drugega delodajalca in tak naprej, ne. Čista izguba časa. Znači, imamo konkretno sodno poravnavo, jaz pa poznam primer, ki je bila sodba, pravomočna, in veste kaj, potem je SPIZ enako zadevo enako obravnavo, in veste kaj se je zgodilo? Je se delodajalec pritužil na to odločbo. Pazite, sodna obravnava je končana, pravosodje je končalo zadevo. Delodajalec se pritužil na odločbo. Odločba SPIZ-a je močnejša od pravosodja Slovenije. Skratka, evo, to bi bilo, da je ena odločba SPIZ-a močnejša od pravomočne sodbe v aranžmaju pravosodja Slovenije. Glede tega, ogromno imamo težava, bilo bi lepo, da se zgodi kakšen pritisk javnosti v zvezi s tem. Ne vem, ali vam je sploh jasno, kaj se dogaja, če pa imate še kakšno vprašanje, lahko. Mene zanima, kaj konkretno pa ima lahko delodajalec od tega, da ne odjavi? Tudi mene, gospa, zanima, kaj on ima od tega. Veste kaj, glede sankcija, absolutno se gospod delodajalec zaveda, da nobene sankcije nima. Ja, to je njemu poslednja zadeva v vrsti, kar jih ima. Zakaj? Jaz pa čisto tomačim, da je lahko mu kakšen strokovnjak, forenzik nekaj glede tega. Kaj ima od tega? In pa to ni samo pri enem, vrsta je takšna. Kaj imajo tega? Pazite, gledajte, zdaj povezav. Kakšna je kontrola na plačanje prispevkov, socialnih prispevkov? Je nima, tam furs malo. Kaj se zgodi, če on en dan pride končno v zdravstvenega odjavi za 6 meseci nazaj? Nič se ne zgodi. Tako da, ker nima nadzora, nima sankcije, zdaj pa kar po svoje. Kdo je nadzorni organ v tem? Pazite, pride delavec, se oglasi na inšpektorat za delo. Podajte vlogo zagotovite vlastne zavarovance na SPIZ. To je edino, kar lahko inšpektorat dela. Noben ne može prisiliti tega delodajalca, da odjavi ali prijavi. Ker tu pa lepo piše, da je zavezanc za to v delovnem razmerju delodajalec. Lahko pa SPIZ, na osnovu naših dokazilah, ki jih zraven podamo. Ampak oni imajo lastno obravnavo, pa bi mogel da razumem, da mogoče izredno odpovedi vprašajo inšpektorat za delo, ali je sve to po zakonu, to natančno. Ampak sodba pravomočna,
poravnava pravomočna, potek delovnog razmerja. Kaj ima dodatnega, mislim, s tem, da se še, mislim, dokazuje nekaj takega. Tukaj ni nič enostavnega, pa, evo, nažalost ni odjava. Pa je delodajalec, ki ima nekoga prijavljenega, dolžen plačevati potem tudi prispevke za socialno varnost ali Že prej ni. Zdaj sem omenil, kdo to kontrolira. Če pa poteče 6 meseci, jo nič tam ni nakazal, ne. In pride on po 6 meseci, ga odjavi za nazaj 6 meseci. Nič se ne zgodi, ne. Potem je lahko on leto, 2, ker imam pravico edini, da on odjavlja, prijavlja, ovi to za nazaj odjavijo in se pa tiho. Edino, kdo je kolateralna škoda v tem svemu, je delavec. Ker v tem času, pazite, je v pravu on vse, ne, ampak tam v računalniku piše, da je on v evidenciji zdravstvenega zavarovanja. In potem Zavod za zaposlovanje pravi, da se nima roke tak, da ne mogu nič. Interesantno je, da edino Zavod za zaposlovanje v Sloveniji kot institucija ne može prijaviti, vidi, na primer, potek pogodbe, rok 8 dni, ga minil 15 dni za odjavu od strane delodajalca. Zakaj ga Zavod za zaposlovanje ne prijavi že? Evidentno je nekaj. Ne. V istem času lahko delavec ima 5-6 odprtih datumov od vsakega delodajalca, nobene kontrole. Vsi delodajalec lahko prijavlja in odjavlja. Inštitucija ne. Zakaj? Ne vem. Kdo pa je zdaj na potezi? Rekli ste, da bi pač radi vršili pritisk, ampak to je, to treba spremeniti kakšen zakon, je treba samo pač povečati ta nadzor, kot vi zdaj opozarjate, je treba, ne vem, kaj treba narediti? To je treba zdaj narediti, ja, to, kar vi govorite oboje hkrati. Seveda nadzor, to ves čas govorimo, nadzor povečati. Zdaj to je tista jara kača, ko se vleče kar naprej. Ampak tisto, kar zagotovo je, mislim, zdaj to nesorazmerje med tem, kaj lahko počne delodajalec in na kakšen način tudi počne, če mu to omogoča država, da lahko kadarkoli pa kjerkoli odjavi delavca na zelo hiter način. Novica ne imamo pa potem skladovnice papirja po dokazil za delavca. Skratka, ta postopek glede, ko je stvar evidentna, ko je stvar očitna, ko je stvar dokazljiva, na zadnjem, ko imaš tudi pravnomočno sodbo oziroma poravnavo, mislim, zakaj mora skozi to kolobocijo na takšen način iti delavec? Torej, tukaj bi pričakovali od SPIZ-a, da res, oziroma ne samo od SPIZ-a, od zakonodajalca, od tistega, ki pripravlja notranje akte, pravilnike in zakone, da najde takšen način, da v bistvu čim prej omogoči temu delavcu, da gre stran od tega delodajalca, brez tega, da bi na tone njegove pravice na negativni način vplivalo. To je tisto, kar si mi želimo in v bistvu nas zadnje pozivamo. Ker jaz verjamem, da tudi na SPIZ-u se v bistvu razumejo situacijo, kakšna je, ampak se seveda zavijajo v tisti klasični odgovor, da pač izvajajo zakon. Se tudi, ko smo imeli zgodbo okoli in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, tudi FURS-a, vse isto, ja, mi izvajamo zakone. To ne pomeni, da nimaš mnenja o tem. Tako da tukaj bi res pričakovali precej tako več človečnosti pri temu, da se na nek način, da do tega ne bi na takšen način prihajalo. Evo, pa mislim, zakon o upravnem postopku, to je orodje tistih uradnikov, ne. V 137. članu tega zakona piše lepo poravnava, stav alineja 4, poravnava ima moč izvršljive odločbe izdane v upravnem postopku. Vse pa piše, ne. In zakaj pa ne uveljavljate skrajšani ugotovitveni postopek? Vse je jasno. Ampak ne, oni so si shodni sami sebi, ne, zakaj bo mogoče jutri na SPIZ-u delali, če ne bi delali nove odločbe in tako naprej. Orodje ima, ampak kontrole nima. Tu v tem skrajšanem ugotovitvenem postopku, če gre za nujno ukrep v javnem interesu, ki ni mogoče odlagati, pa so dejstva, na katere se mora opirati, odločba ugotovljeni ali saj verjetno izkazana. Ne, če to pa ni sodna poravnava ali sodba, pa ne vem, kaj je potem. Obstaja možnost, ampak in v 165. članu lepo piše, dokazovati ni treba dejstev, ki so splošno znane. Pa to je za jokanje, a za smeh ali za nekaj takega. Znači, da svetovalnica za migrante bere zakon o upravnem postopku, vsi pa so licencirani in imajo izpit glede odločbi po ZUP-u.
Mi pa nimamo, evo, mi nimamo, ampak evo, znamo brati. Ne. Dejstva so evidentna, sve pa jasno, pravice imajo, tudi na spizu, ampak tak ne delajo. Jih ni briga. Zdaj pa odgovor na te, zakaj pa delodajalec ne želi, tudi lahko podam, da tudi izpis ima isti sindrom, ga ni briga. Zato. Kdo bo kontroliral spis? Evo, vama padne na pamet, kdo lahko kontrolira spis. Noben. Če on povozi pravomočno sodbo, kdo pa kontrolira spis? Noben. Še kakšno vprašanje? Kaj ne vprašam potem, je vse jasno. Komentar. Jasno, komentar. Ja. Marko, če se predstaviš, no, da ne poznajo vsi. Strokovni sodelavec pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, migracije, delovnega razmerja in projektnih delov. Moj komentar je na to, kar ste povedali zdaj v zvezi z ugotavljanjem ali splošno znanih dejstev in vsem tem. Jasno je, da SPIZ izdaja odločbe, pa tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje lahko izdaja odločbe o ugotovitvi lastnosti zavarovanca. Vendar to se lahko zgodi kadarkoli, bodi si po prijavi delavca, a bodi si po temu, kar ugotovijo tako Zavod za zdravstveno zavarovanje po SPIZ. Mislim, da je žogica pri Zavodu za poslovanje tukaj. Ker če oni pri postopku kar gre tukaj na nadomestilo za delavca, nadomestilo za pravice iz delovnega razmerja. Žogica je seveda pri Zavodu za poslovanje pri izdaji odločbe o denarnem nadomestilu za delavca, ki jim je prenehalo delovno razmerje. Sploh ni vprašanje, ali je prenehalo delovnega razmerja. Ono je prenehalo in tudi pravice iz delovnega razmerja so prenehale. Tukaj takšno, splošno za dejstvo. Prijava v evidenci brezposelnih oseb je tukaj ne bi sploh smela biti vprašljiva. In tudi izdaja odločbe o nadomestilu, o denarnem nadomestilu, sploh ne bi smela biti vprašljiva. Če je Zavod za poslovanje že pri odločanju za denarno nadomestilo, po pravici delavca za denarno nadomestilo, ugotavlja, ali je delovno razmerje prenehalo po volji ali krivdi delavca in ugotovi, da ni, zakaj potem sploh zahteva pogoj odjave. Pogoj odjave sploh ni potreben za izdajo odločbe na nadomestilo. Naknadno lahko SPIZ ugotovila Zavod za zdravstveno zavarovanje, ali je lastnost zavarovanca obstajala ali pa ne in kdaj je obstajala ali pa ne. Zavod za zaposlovanje bi moral izdati odločbo na nadomestilo že takrat, ko je ugotovi, da je podana pogodba za zaposlitvi in je delovno razmerje že de facto je prenehalo. V tem smislu bi moral Zavod za zaposlovanje izdati odločbo in izplačevati nadomestilo. Ne glede na to, ali je odjavljen delavec. Moralo biti. Vprašajte SPIZ, vprašajte Zavod za zdravstveno zavarovanje, vam bodo to rekli. Zavod za zaposlovanje bi moral izdati odločbo in izplačevati. Zato, ker je ugotovil, da je delovno razmerje prenehalo. Sama odjava ali prijava oziroma obstoj prijave ne vpliva na to, na obstoj delovnega razmerja. Prijava v evidenco zavarovanja sploh ne vpliva na to, na obstoj delovnega razmerja. Se pravi, delovno razmerje je prenehalo bodi si z podajo odpovedi, bodi si sporazumom, in to je to. Zakon o delovnem razmerju samo o tem govori, ne o odjavi delavca iz zavarovanja. Delovno razmerje
Zgleda, da imamo... Žogica je pri Zavodu za zaposlovanje. Ono bi moralo, Zavod za zaposlovanje bi moralo izdati odločbo in izplačevati nadomestilo takrat, ko ugotovi, da je delovno razmerje prenehalo. In to ugotovi ne na podlagi odjave ali prijave delavskega zavarovanja, temveč na podlagi priložene odpovedi in dokazila o vročitvi te odpovedi. Samo na podlagi tega. Torej imamo zdaj v bistvu dve težave. Prva težava je ta sam postopek, druga pa samo dojemanje oziroma postopkovno razumevanje tega postopka na strani Zavoda za zaposlovanje. Zdaj, jaz se spomnim, recimo tudi, Marko, ti si imel dosti takih primerov, ko si tudi sam rekel, da si imel zelo velike težave, da si sploh lahko, če ta sistem šel, v posamečnih primerih ti je uspelo, da si pač tem ljudem zagotovil denarno nadomestilo. Ja, ampak po težkih kolobocijah. Ja, ampak to je tista stvar. Zakaj moraš v bistvu iti na takšen način na silo, v bistvu čez postopek, da jim dopoveš Zavod za zaposlovanje stvar, ki je očitna. Torej, nekdo očitno po tem razumevanju napačno dojema svoje pooblastila. Očitno Zavod za zaposlovanje napačno razumeva zakonodajo potem. Zavod za zaposlovanje? Ja, v tem smislu. Ti dela svoje. Ti dela svoje, Zavod za zdravstveno zavarovanje dela svoje. Ko dobi prijavo, oziroma ko sam ugotovi, ko se je zgodilo v nekaterih primerih, da je sam spis ugotovil, da je prenehalo delovno razmerje, pa je ugotavljalo kdaj, pa je odjavilo delavca za leto pa pol nazaj. In smo naknadno v ponovnem postopku ugotovili, da delovno razmerje ni prenehalo pred letom pa pol, ampak pred parimi meseci. Pa smo rešili delavcu leto, več kot leto delovno razmerje. Ampak smo ugotovili za nazaj. Dobro, to spis dela. Spis lahko ima 3 prijave, delavec lahko ima 3 prijave hkrati. Zakaj ne bi imelo eno pri Zavodu za zaposlovanje? Da se to isto govorimo. Ja. Ja. To je to. Če lahko ima 3 prijave hkrati pri 3 delodajalcih, to naknadno lahko spis ugotavlja in to je delo spisa, da ugotavlja. Kdaj je prenehalo, in z odločbo ugotavlja v postopku. Kdaj je pri katerem delodajalcu oziroma pri katerem zavezancu prenehalo zavarovanje. Ampak ne. To da zdaj pove. Zavod za zaposlovanje se ne bi smel opirati na prijavo oziroma odjavo delavca, ampak na to, da je delovno razmerje prenehalo oziroma da ni prenehalo. In to ugotavlja ne na podlagi prijave v zavarovanje, temveč na podlagi podane odpovedi, bodi si strani delodajalca, bodi si strani delavca, kot v tem primeru izredne odpovedi. Imel sem več primerov izredne odpovedi, ko je najprej Zavod za zaposlovanje so mi rekli, da morajo počakati odjavo, ko smo malo okoli pritiskali, so naredili odločbo o nadomestilu že preden je bila odjava. Se pravi, da lahko. In to bi moralo biti pravilo, da izdajo odločbo o nadomestilu ne glede na odjavo prijavo. Oni bi morali prijaviti delavca takrat, ko je dejansko brezposeln. Brezposeln je takrat, ko je prenehalo delovno razmerje. Ne pa takrat, ko je odjavljen. Lahko je 1 leto prijavljen, pa ni v delovno razmerje. Zdaj, ko je podlaga za pravice iz delovnega razmerja, to pomeni z dnem, ko je bodi si potekel odpovedi rok, oziroma ko je izredna odpovedi vročen. Lahko še, da na koncu jaz pa se strinjam sa Marketom, da smo skupaj leta in leta, ne, ampak praksa pove, da dobro izjemno se pa zgodi, da pritisnemo, ne, pa mogoče je kakšna hujša socialna zadeva, ampak v praksi to ne funkcionira. Zakaj? To pa ni vprašanje za navadnega delavca. Logično vprašanje navadnega delavca je, zakaj jaz pa ne pridem do svoje pravice takoj. Ker delavec ima čisto druge težave. Njega sploh ne zanima administrativna pojasnila in bla, bla, bla. Ne, za njega je definicija, da je končal delovno razmerje, zakaj ne možem priti do svojega denarnega nadomestila. In to delavcu ne gre v glavo, ker on pa pozna zadevo svoje, da je šofer v nulo, da je zidar v nulo, ampak
upravni strokovnjak. Ne? Zakaj delodajalec ne odjavlja? Zakaj spis dela po svoje? Zakaj ne funkcionira? Zadeva enostavno, rezime, ne funkcionira. Ali bo kdaj funkcionirala, ali se bo kdaj Zavod za zaposlovanje zavedal, da lahko prijavi, in jaz pa ne vem, ampak se zgodi, evo še en primer, poteče pogodba, izredna odpoved se poda, delodajalec odjavi, vse je ok, se oglasi na Zavod za zaposlovanje in tam pač vidijo, da pred 6 meseci, 1 letom nazaj, ima delavec še en odprt datum. En delodajalec ga je pozabil odjaviti. Takoj ga Zavod za zaposlovanje naputi na spis, na ugotavljanje lastne zavarovalnice. In mora najprej torej, znači, meni se zdi, da tisti navadni delavec mora da počisti sve smeti, tisti, ki pač niso naredili svoje delo, da bi potem prišel do svoje pravice. Boljše, da on to naredi, ker on je mobila, ne, od spisa do zdravstvenog, do zaposlovanje, kolo, taksi in tak naprej. Tam uradnik sedi za svojo mizo in od ponedeljka do petka razmišlja, kam bo za vikend. Ne, vse pa se zlomi na hrbtu tega delavca. Če želi lastno tvrdo pridobljeno pravico, ampak če želiš, dej ti malo v uradniške vode. Ne, to je malo žalostno, malo hecno, ampak je resnica je takšna. Evo, to. Ok, če ni nobenih komentarjev več, bi tukaj zaključil, seveda to ne pomeni, da potem kasneje ni možno še kakšen komentar ali pa izjavo dati.